Mi smo prvi, pokrivamo volitve in preverjamo dejstva. Še zadnjič pred volitvami preverjamo dejstva. Zmago Jelinčič iz Slovenske nacionalne stranke je sinoči na naši televiziji svetoval, da bi brezposelni pomagali pri dolgotrajni oskrbi, pri tem pa zavajal s podatki. In denar se da dobiti tukaj. Mi imamo približno 100 tisoč brezposelnih, ki dobivajo neke socialne podpore. Zakaj ne bi ti ljudje obiskovali in stregli tem ljudem? V prvem četrtletju 2018 je bilo 61 tisoč anketno brezposelnih in prejemnikov denarne socialne pomoči nekaj čez 50 tisoč, torej pol manj kot namiguje Zmago Jelinčič. Na našem radiju smo soočili poglede parlamentarnih strank glede zdravstva, plač in pokojnin in izpostavljamo dve izjavi. Prva je glede povečanja zdravstvenih napotitev. Jani Möderndorfer, SMC. Se danes kaže, da pravzaprav si upam trditi, da pravzaprav imamo že dlje časa pravzaprav takšne vrste. Je pa tudi res nekaj. Od razlika med 2006 in 2016, o tem govorijo uradni podatki, pa kaže predvsem to, da imamo danes glede razvoja medicine in diagnostike pravzaprav bistveno več, se pravi za 23% bistveno več napotitev. Ne samo za 23%, napotitve z primarne in sekundarne ravni so se med 2006 in 2016 povečale za 32%. To so podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gre pa za štetje napotnic za specialistične preglede. In še izjava o plačah. Jožef Horvat, Nova Slovenija. Ko smo začeli govoriti o dvigu plač, naše plače v Sloveniji so zelo nizke in v zadnjih 4 letih so v Sloveniji bruto plače narasle samo za 4,87%. Če vzamemo obdobje od januarja do marca v letih 2014 in 2018, so se povprečne bruto plače nominalno povečale za 8%, realno pa za 6%. To je bilo nekaj dejstev in prvi projekt Radia Slovenija Preverjamo dejstva. Hvala za pozornost.